funkcije. Funkcije so ene izmed najpomembnejših elementov matematike. S funkcijami si lahko predstavljamo, kako števila tečejo, lahko si predstavljamo raznorazne elemente, kako se spreminjajo skozi čas. Recimo, če bi pogledali funkcije, funkcijo lahko v fiziki uporabimo kot, ne vem, hitrost, čas, pot, pospešek. Funkcijam določamo lastnost. Recimo srečamo se, ne vem, s funkcijo srca, vemo, da utripa enakomerno in to lahko opišemo z eno izmed matematičnih funkcij. Se pravi, naš svet okoli nas lahko s funkcijami res dobro opišemo. In pri funkcijah je zelo dobro, da znamo razbrati njihove lastnosti. No, in to nas zdaj čaka, ne. Mi smo se srečali s prvo funkcijo, in sicer linearno funkcijo že lani. Ta je bila bolj, kako bi rekla, enostavna. Graf je bil ravna črta, v bistvu smo lahko samo določali, ali narašča ali pada, vse je bilo definirano. V drugem letniku pa v tretjem letniku si bomo pa v bistvu pogledali funkcije bolj podrobno. In da lahko spoznamo funkcijo, moramo določiti njene lastnosti, kje jo lahko uporabljamo, kje jo ne moremo, kake vrednosti nam vrne in kje ne, a ne. Tako da, funkcija je v bistvu ena res najpomembnejših struktur v matematiki. Meni osebno so funkcije najbolj všeč, tako da bojo mogle biti tudi vam, ker bomo na tem pač delali s poudarkom. Zdaj pa mogoče najboljše, da se kar vržemo v stvar, a ne. Pa se dajmo. Najprej začnimo z definicijo funkcije. Tule imamo napisano, zato da ne bo treba meni pisati. In sicer poglejmo. Definicija pravi: funkcija f, lahko bi rekli tudi preslikava, iz množice a v množico b je predpis f, ki vsakemu elementu x iz množice a priredi natanko en element y iz množice b. Pri čemer neodvisni spremenljivki rečemo x, y je pa torej odvisna. Tole si pač napišite v zvezek. Zdaj pa poglejmo, kaj bi ta definicija pomenila. Funkcija, se pravi slika iz ene množice v drugo. Se pravi, imamo tule množico a, potem slika v drugo množico, ne, množico b. In funkcija je predpis v bistvu, ki slika iz ene množice v drugo. Ponazorimo jo s puščico, ponavadi jo označimo z f, to je mali pisan f, če se boste spraševali. In ta množica pove, recimo, če imamo element ena, ja, funkcija nekaj naredi z elementom in ga slika recimo v element 3. Ali pa recimo dvojko bo preslikala v, ne vem, štyrko, ne. Se pravi, funkcija slika iz a v b. In funkcija nam pove, kako slika. Zdaj, funkcija vzame en element, rekli smo recimo enko, pa ga preslika, takole označimo s puščico, ki damo črtico, v trojko. To je kar predpis, ne. Zdaj vedno, ko bo nekdo vzel iz množice a enko, jo bo vedno slikal v trojko, zato ker funkcija tako piše. Ali pa recimo, ko bo vzel dvojko, jo bo preslikal v štyrko. Tak je predpis naše funkcije. Če je v množici a sta dva elementa, če vzamemo enko, se slika v trojko, če vzamemo dvojko, se slika v štyrko. Mogoče se vam to zdi zdaj grozno, ne, ker je tako abstraktno, ker sta dve množici, ker jih v bistvu ne poznamo dobro in kaj zdaj, ker enka se slika v trojko, dvojka se slika v štyrko. Funkcije v bistvu poznamo takole, ne.
mi rečemo funkcija, naj element x preslika v 3x. Ne? To bi pa znali, ne? Če bi se rekla, kam se slika element 1. Ja, ustavili bi enko noter, pa bi rekli 3x1 je 3. Se pravi, element 1 bi se slikal v 3. Kam bi se pa element 2 slikal? Ja, dvojko bi ustavili tu noter, ne? Bi rekli f od 2, koliko pa je? F od 2 je 3x2 in tu bi se slikala dvojka v šestko. Se pravi, naš predpis funkcije nam je povedal, kam slikamo element. Ta funkcija je številska funkcija in slika številke v številke in nekaj poračuna vmes, ne? Se pravi, računska funkcija je. Mi bi pa lahko imeli čist neko drugo funkcijo. Na primer, če bi imeli avtomat za sveče, zdaj, ko je tako aktualno tale 1. november, ne, bi imeli takole sveče, ne, in bi bile tukaj noter recimo črne sveče, tukaj bi bile zelene sveče, tukaj bi bile rumene sveče, ne, in pa modre sveče. Rdečih moj avtomat ne prodaja, zato ker so preveč klasične. In recimo, če bi tukaj pisali A, tukaj B, tukaj C, tukaj D, potem bi avtomatsko, ko bi mi pritisnili na gumb A, dobili ven svečo črno, ne. Če bi pritisnili gumb B, bi dobili svečo zeleno. In tako naprej. Se pravi, tista, ki je na tistem mestu, bi slikala. Se pravi, to je množica iz 4 črk v 4 sveče. Mi se s tem ne bomo tako podrobno ubadali. Važno je, da vi veste, da je funkcija preslikava iz množice A v množico B in je predpis, ki pač elementu predpiše, kaj se z njim dogaja. A ne? Tako. Zdaj, mogoče bi si še tole napisala, ne? Neodvisna spremenljivka je x, in potem se preslika, se pravi, element x se preslika v sliko elementa, to je v y. In to bi napisali, da je tudi y enako f od x. To je tisto, ne, ko smo rekli, da je lahko pri funkciji y ali pa f od x in oboje je funkcija x-a. Tako, zdaj pa imamo dve množici, ki sta precej pomembni za funkcije, in sicer prva množica je definicijsko območje. Definicijsko območje funkcije naše f je množica, iz katere izbiramo vrednosti neodvisne spremenljivke. Označimo jo z d kot definicijsko območje, pa napišemo mali f, ne? Napišemo mali f kot, da je to za funkcijo f. In potem druga stvar je zaloga vrednosti funkcije f, je pa množica vseh tistih elementov iz množice b, ki so slike vsaj enega elementa iz množice a. Označimo jo pa z mali f. Tako, zdaj pa nekako tukajle, ne, je slika, ki nam prikazuje to strukturo. Imamo dve množice, množico a pa množico b. Množica a je množica vseh tistih elementov, ki jih bomo slikali. Se pravi, tukaj noter bi bile tiste črke a, b, c, d. Ne? Zdaj pa, in ta bo slikala v eno izmed sveč, eno izmed številk. Zaloga vrednosti pa ni celotna množica b, ampak so samo tisti elementi, ki smo jih dejansko s to funkcijo izbrali. To so tiste 4 sveče, ne. Če bi bila pa še tukaj rdeča sveča, ne. Rdeča sveča bi bila pa sicer v množici b na voljo kot sveča, ampak se nobena ni iz tega avtomata preslikala vanjo. Tako da jaz bi zdaj takole rekla, ne. Kaj je tu pomembno? Funkcija je predpis, ki slika iz ene množice v drugo. Te dve množici imata svoje ime. Prva množica ima ime
definicijsko območje, ja, in iz te vrednosti jemljemo. Potem jih prenesemo v drugo množico, to je množica B. Zdaj pa, v množici B je lahko veliko elementov. Zaloga vrednosti so samo tisti elementi, ki jih v bistvu uporabimo kot sliko elementa. In označimo jih z ZF. Takole. Zdaj pa poskusimo, če smo tole osvojili z kakšno nalogo. Zdaj, najprej poglejmo tole funkcijo. Jaz jo bom naredila s takim diagramom. In sicer imamo takle množica A. V množici A so trije elementi. Element 1, element 2 in element 3. V množici B so tudi trije elementi. Recimo število 4, število 5, število 6. In kam zdaj ta funkcija slika? Recimo, da enko slika v štirko, dvojko slika v štirko in trojko slika v štirko. Se pravi, če bi vas jaz vprašala, to je zdaj ta funkcija, ne, ki slika iz A v B, če bi se vprašala, koliko je f od 1, bi iz tega diagrama kaj razbrali? Da se enka slika v štirko. Se pravi, da je funkcijska vrednost od enke 4. Kaj pa, če bi vprašala, kam slika trojko? Spet bi pogledala, funkcijska vrednost je 4. Tako. No, zdaj pa poskusimo povedati, kaj je definicijsko območje in kaj je zaloga vrednosti. Definicijsko območje je območje A, torej iz tod, ko jemljemo elemente. Se pravi, naše definicijsko območje funkcije f je taka množica elementov, ki ima noter 1, 2 pa 3. Tako. Zdaj pa poglejmo še zalogo vrednosti. Se pravi, zaloga vrednosti naše funkcije f so pa tisti elementi, v katere se nekaj noter preslika, en ta element. Se pravi, to so vsi tisti elementi, na katere kaže puščica. Puščica kaže v našem primeru samo na en element in to je 4. Zato je naša zaloga vrednosti 4. Ok. To je bila naloga, glede na definicijsko vrednost pa zalogo vrednost. Poskusimo še eno. Zdaj je pa vprašanje drugo. In sicer, ali je to funkcija ali ni. Se pravi, določi tiste, ki so funkcija, tako bomo napisali. Določi tiste diagrame, ki so funkcija. Dobro. Se pravi, prvi diagram je takle, imamo množico A, dol so pa 1, 2, 3, 4. In imamo B, imamo 5, 6, 7, 8. In zdaj enka se slika v petko, dvojka se slika v šestko, trojka se slika v šestko in 4 se slika v sedemko. Tole je, recimo, A naloga. B naloga. Imamo funkcijo, tako, mislim, ta diagram A, pa spet bo B, tu so 1, 2, 3. Tu imamo pa A,
B, C, D. In zdaj enka se slika v A. Dvojka se slika v A, pa v C. Trojka se slika pa v D. Tako. Potem bomo pa naredili še en graf, tako kot smo ga vajeni. Tu je x in tu je y. In naš graf bo potekal takole. Takle. In pa še en graf bomo narisali. Tule imamo x, tule imamo y in takle bo pa potekal naš graf naslednjič. Tako. Se pravi, treba je določiti tiste diagrame oziroma grafe, ki predstavljajo funkcijo. Zdaj pri funkciji je pomembno to, da za element, ki ga slikamo, se pravi za x, vedno vemo, kam se slika. Se pravi, da je funkcija, moramo vedno vedeti, kam se slika x. Kam se slika x. Vedno vemo, kam se slika x. No in poglejmo zdaj za vse, če to drži, pa poskusili bomo zraven določiti še zalogo vrednosti te funkcije in pa definicijsko območje. Ja? Ok. Najprej poglejmo prvo nalogo. Se pravi, imamo a množico in zdaj kaj moramo pogledati, če hočemo določiti, da je funkcija. Pogledati moramo, ali ima vsak element sliko v množici b. Enko kam slikamo? V petko. Se pravi, enka ima svojo sliko. Dvojka, kam jo slikamo? V 6, tudi vemo kam. Trojka, kam jo slikamo? V 6, tudi vemo. Štirka, kam jo slikamo? V 7, tudi vemo. Se pravi, vsak element znamo preslikati. Vemo, če nas kdo vpraša, kam se slika trojka? Ja, v 6. Kam se slika štirka? Ja, v 7. Tako, se pravi, mi vsak element nekam vemo, kam se slika. Nismo v dilemi, nimamo nič, pač to je njegova slika in zato bi rekli, da je definicijsko območje, da to je funkcija, ne? To je funkcija. Je funkcija. Zdaj pa definicijsko območje funkcije f, bi pa rekli, ja, to so pa vsa tale števila, ko jih znamo preslikati. To so 1, 2, 3, 4, ne? 4 je to. Malo je nas gravžna ratala. Ok. Zdaj pa poglejmo še zalogo vrednosti. Ja, zaloga vrednosti so pa taki y-oni, a ne? To zdaj so y-oni iz te množice. Kaki so? Taki, kamor se nekaj slika v njih. A se v petko kdo slika? Ja, enka. To je v redu. A se v šestko kdo slika? Celo 2 pa 3. Zelo v redu. Se v štirko kdo slika? Mislim v sedemko? Ja, štirka se slika v sedemko. Ja. Ampak boga osmica, a se kdo slika v njo? Ne. Nima te puščice noter v njo, ne. Zdaj to ni nič narobe, to je funkcija, ampak ne paše pa v našo zalogo vrednosti. Se pravi, to je 5, 6 pa 7, 8 pa na žalost ni v naši zalogi vrednosti. Ja? Ok. Naslednja diagram. Kam se slika 1? 1 se slika v A. Se pravi, enka ima sliko. Dvojka. Kam se slika dvojka? Dvojka se slika v A pa v C. Vidite, tu pa imamo problem. Kam se slika zdaj dvojka? A se v A ali se v C? Če damo enemu, recimo od vas dvojko, se bo slikala v A. Ampak hkrati bo pa en rekel, ja, ampak se slika tudi v C. In to pa ne moramo imeti. Ne moramo imeti dva rezultata in zato tole ni funkcija. Ne? Razumete razliko? Tukaj se je vsak element iz množice A natanko v eno stvar preslikal. Vedno smo vedeli, v kaj. Ni važno, če se je še kjer drug element v tisto sliko preslikal. To ni važno. Važno pa je, da iz množice A vedno dobimo unikatno sliko. Se pravi, tale ni funkcija.
Dobro, zdaj pa poglejmo naprej. Ni funkcija, če ni funkcija, in ne moramo določiti nič, ne? Ne definicijsko moče, ne zalogo vrednosti. Zdaj pa poglejmo tale graf. Zdaj, ta graf je pa mogoče malo težje za razumeti, ali pa tudi ne. Graf je iz zvezne funkcije. In zdaj, kako zdaj mi preverimo, a se vedno slika en element v eno sliko, oziroma če vemo, kam se slika ta x. No, pa si vzberemo en x. Na primer, izberimo si tale x tu. Naj bo to x1. Kam se slika ta element? Ja, tule na grafu bo naša slika, ne? Tule v tole točko. Tale točka. In pogledamo rezultat, je pa tule. Tule sem se slika, y1. A se slika mora biti v dve sliki? Ne. Ta x1 pogledamo do gor in se slika v y1. No, pogledamo še enega. Recimo, če si zberemo tule x. x2. Kako pogledamo zdaj, kam se slika? Moramo iti pravokotno do grafa navzdol in dobimo tule pikico, ne? Ta pikica je točka in tale točka nam da y2. Se pravi, tudi x2 slikamo v y2. Ne? Zdaj x1 zdaj slikamo v y1, x2 v y2. A še pogledamo enega. Naprimer, kam bi slikali tule? x3. Moramo iti naravnost do grafa. Tam, kjer se naravnost slikamo v grafu, dobimo točko. In y preberemo na y-osi. Tole je pa y3. Tudi y3 je samo eden. Se pravi, x3 gre v y3. Kaj je važno? Važno je, da ko se mi postavimo na x-osi, pa naredimo ravno črto, da graf sekamo samo enkrat. Če bi ga sekali dvakrat, potem to ne bi bila funkcija. Se pravi, to je funkcija. Pri x sekamo samo enkrat. To bi bilo tako laično rečeno, ne? Ok. Kaj bi bila zdaj tukaj zaloga vrednosti? Zaloga vrednosti bi bili pač vsi y, ki jih lahko dobimo. Pa bomo z grafi še malo počakali, da se navadimo še intervale poiskati. Tako, zdaj pa gremo za drugo pogledati. Poglejmo, kak je na stvari tule. Tule vzamemo x1 in poskusimo dobiti zdaj vrednosti. Naredimo navpično črto in dobimo pa zdaj, kaj dobimo? Dobimo dva stičišča z grafom. Tale bi bil y1, pa tale bi bil y1. In to pa ni funkcija, ker smo dvakrat sekali graf. Tako, zdaj tole smo definirali funkcijo in to so ti izsledki, ki smo jih dobili za enkrat. Mogoče bi zdajle poskusili še se sami v teh nalogah. In sicer alfa 2 imamo 386. naloga. Imamo recimo nalogo B pa F. Potem 387. nalogo imamo recimo A. 388. nalogo A. Tale je zanimiva. 389. naloga, rečemo
A pa F. 391. naloga A pa B. Tako. Tole bi bilo za